Kaj narediš takoj zjutraj? Ja. Moje ime je Mojca Koklimširović in danes bi vam rada govorila o tem, kako pomembna je jutranja rutina. In ne, to ni pomembna jutranja rutina, da spiješ prvo šalico kave, ker to spet prepričanje o tem, ampak ok, pridemo do tega. Živijo Sandra, živijo Mateja, živijo Jožica, pozdravljeni. Ok. Jutranja rutina, ja, kaj to pomeni? Prva stvar, ki jo jaz naredim zjutraj, je, da ko odprem oči, se zahvalim za svoje življenje. In ta zadnja stvar, ko grem spat, si rečem hvala lepa za lep dan, najlepša stvar, ki se mi je zgodila v življenju, pač v tistem dnevu, in zaspim. In kaj je ful zanimivo je, da dejansko s čim zaspiš, s kakšno energijo se tudi zbudiš. To je prva stvar, kaj se lahko narediš, da je tvoje jutro boljše. Kaj pa najbolj zanimivo je, da sem dejansko to videla tudi pri svojih hčerki in potrdila dejansko to teorijo. Zvečer je zaspala z mislijo, jaz hočem C9 in ko se je zbudila takoj zjutraj, prva stvar njena misel je bila, jaz bi C9. Teda dejansko, ja, kar si zvečer rečemo pozitivnega, dajmo reči si res pozitivnega, ampak o večerni rutini bom govorila drugič. Najbolj pa važno je, ko se zbudiš, da si takoj že poveš, zakaj si se hvaležen, zakaj je zdaj to. Kaj večina ljudi naredi vjutro? Prime telefon in začne gledati socialna omrežja, gleda poročila, ne vem, mogoče bere kakšne časopise in kaj vidi na začetku. Bombardirajo ga z negativnimi mislimi, bombardirajo ga z strahom, z kaj vse se dogaja po svetu, z negativnimi mislimi in vse skupaj. In kakšen greš potem v dan? Ves prestrašen, zaskrbljen, kaj imaš vse za narediti, itak pomisliš, da nimaš kontrolo nad svojim življenjem in ja, kako ćeš biti boljši, ko pa brezupen in ne moreš verjeti, da se ti lahko dobrega zgodi in ker to ne verjameš, da tudi pol ti ne more zgoditi nič dobrega. Kaj pa pravim jaz, oziroma, ko sem napisala v svoji knjigi, moje boljše življenje se začne z jutrom, nenavadni priročnik jutranje rutine. No, tam sem pa not zapisala, da dejansko prva stvar, ki moraš narediti, je hvaležnost. Zakaj hvaležnost? Ker hvaležnost je najvišja energija, ki je možno, oziroma najbolj topli občutki, ki so možni, ko si ti za nekaj hvaležen. In ko se enkrat ustvarjaš te pozitivne občutke in ko si hvaležen res za vse v svojem življenju, sporočaš, da si želiš več stvari, za katere bi hotel biti hvaležen. Potem, kaj še v mojem poročniku je, da so afirmacije, ker dejansko vse, kar si govorimo, vse, kar mislimo, vse, kar vidimo od zunaj, radio, televizija, to so vse afirmacije, ali jih prevzamemo, ali si pa sami govorimo. In dejansko, če si skozi govorimo, da je vse posod nekaj narobe, da se vse dogaja samo slabo, enostavno to verjamemo in dejansko pa tudi to pričakujemo in ne moramo se stvariti boljšega življenja zaradi tega, če nas je vsega strah, če vemo, da vse skupaj, ne vem, nekam gre in itak brez upja, zakaj bi pa sploh bilo boljše. Tako, potem, ja, pozitivne afirmacije si govoriti, da si sposoben, da si vreden, da si ljubljen, da si cenjen, da se spoštuješ, da bo tvoj dan bil odličen, da sprejmeš vse spremembe z odprtimi rokami, da se ti bojo zgodile v dnevu same čudovite, pozitivne stvari in tako dalje, pač spisek vsaj 30 afirmacij, ki jih pride tudi zraven priročnika. Ok, kaj še naredim? Potem so ene vaje, pač da pretentaš in pa vizualizacija. Zdaj, vsi govorimo o vizualizaciji in pa ustvarjanju svojega življenja. In ja, to je to. Ti si kapitan svojega življenja in ti si lahko sam spremeniš življenje. Vizualizacija, to je pa taka zanimiva stvar. Športniki jo kar dobro poznajo. To je to, da si v umu igraš tekmo, to da pomeni, da si v mislih ustvariš tvoj dan, da v mislih greš čez sestanek, ki te čaka, v mislih odviješ vse stvari že prej in dejansko te pa več ni strah. Oziroma, ker dejansko tvoj ti se ne zavedaš, ali je to domišljija, ali se pa to dejansko dogaja. In ker dejansko ti svojemu umu to vse razložiš, on misli, da se je to že zgodil in ti ne bo stvari imetal ven, ki ni treba, pa breaks potegnil, da te potem strah, ker dejansko kaj je njegova naloga uma? Naloga uma je, da te varuje, ker on je tvoj bodyguard, on te čuva, da
zaradi evolucijsko te je čuval. Je dejansko te ščitil pred nezgodami, pred krokodili, kad jaz vem, kaj se je bilo v zgodovini, ampak ja, njegova naloga je preventiva in da te čuva, spravi protokol varnostnika in dejansko njemu ni ok, če bi ti šel nekam v drugo smer, se pravi, da bi zapustil svojo comfort zone, svojo cono udobja, ampak mu je cilj, da si ostaneš tam noter. In ko ti prestopiš ven, ko si z njim moč nekaj zaželiš, da bi nekaj v življenju več dosegel, prestopiš to mejo ven in kaj te takoj potegne nazaj, te zabremza. In ti da največ strahovov možnih, ki jih imaš v življenju, in dejansko te ovira in ne prideš nikamor, ker sam sebi govoriš, ne, tega nisem zmožen, začneš to verjeti, začneš poslušati, to so spet afirmacije in dejansko ostaneš tam, kjer si, ne moš nič spremeniti. Zato je ful pomembno, da si postavite večje cilje, da si vsako jutro zapišete, kaj si želite narediti mogoče v tistem dnevu, da si zapišete, kaj si želite narediti v enem tednu, v mesecu, mogoče v letu in ja, predstavljati si to, vizualizirati si to. Iti čez, kot da se to že zgodilo, s temi čustvi, čutili, da vonjaš, čutiš, okušaš, vse te stvari. In potem dejansko svojemu umu predstaviš tvojo novo verzijo sebe, svojo boljšo verzijo sebe in dejansko se potem lahko zgodijo te stvari. Ja, vseeno treba narediti nekaj moraš tudi sam narediti. Ja, ne moraš si predstavljati, da se bo to vse zgodilo, biti na kavču pa misli, da bo to vse padlo z neba. Ja, dejansko treba delati. Ampak potem, ker si zapišeš, kaj si želiš, ker si zapišeš, kaj bi rad dosegel, enostavno pridejo dogodki, pač zakon privlačnosti in pač vse skupaj, enostavno pridejo dogodki takšni, pridejo ljudje na tvojo pot, situacije, dogodki, besedila, mogoče kakšna pesemca na radiju, film, ne vem, neko sporočilo, zdaj pa je treba iti v akcijo in takrat ja, moraš iti v akcijo. Samo sebe se ne bo naredilo, ker, kot sem napisala, sreča je spoj priložnosti in pa pripravljenosti in ko si ti vsako jutro pišeš od hvaležnosti do afirmacij, ponavljaš, da si dober, da si sposoben in da si pišeš svoje cilje, svojo vizualizacijo, dejansko se pripravljaš in tvojemu umu govoriš, to je moja nova verzija, to se mi lahko zgodi, tako sem lahko boljši. In ko to narediš, predstaviš to novo verzijo, to že doživiš, pride priložnost, ti si že pripravljen, skočiš v akcijo in evo, uresničiš si lahko čisto vse v svojem življenju na tak način. Evo, to je to, glede, kaj je bilo dobro jutro narediti. Da ne gledate telefona prej, da si vzemete, zdaj pač jaz vam predlagam moj priročnik, ker sem šla čez, pač meni je osebno ful pomagal, ker jaz sem res, če se znate mojo zgodbo, pač od pregorelosti, od vsega tega stresa, firme, reševanje, krizni management, iti z brandom v cel svet, iz Bele krajine, iz enega Črnomlja, enega tega majhnega kraja, ne, če gledaš v cel svet, biti prisoten z blagovno znamko po celem svetu, da te še Afričani poznajo, Indijci, Avstralci, Američani in dejansko, ja, moraš imeti ful velike želje, ful velike ambiciozne zastavljanje ciljev in verjeti. Jaz nisem mogla na začetku verjeti, se me bo, cel svet nas bo poznal. Ja, pa takoj sem imela nepodpirajoče prepričanje. Kdo pa misliš, da si? Kdo pa misliš, da boš ti to naredil? Še posebej jaz. Kdo pa misliš, da si ti, Mojca? Kdo misliš, da si ti, da bo te cel svet poslušal? Kdo misliš, da si ti, da boš kar ti lahko ustvarila brand? Kdo misliš, da si ti, da si to vse pač sposobna? In ja, mogla sem imeti ful čistko svojih nepodpirajočih prepričanj in dejansko, ko sem začela verjeti vase, smo začeli okrog sebe zbirati ekipo, najboljšo ekipo, možno res ekipo, hvala, zahvaljujem se vam v videu, vsem Treumu in vsem Bruvix ekipi po celem svetu. Res, naredili smo tako dobro ekipo, ker dejansko vsi dihamo za en ta brand, za en ta why in evo, smo prisotni po celem svetu. Ampak, če se bi pa jaz takrat ustavila, če bi takrat verjela svojemu egotu, ki mi govori, da nisem sposobna in ostala v comfort zoni, v coni obdobja, ne bi dosegla čisto nič v življenju. Pač skrivala bi se, kot sem se skrivala prej. Evo, zdaj se več ne skrivam, zdaj vse lepo povem. In ja, mene osebno je ta moj priročnik rešil in kar me je rešil in ker sem to delala leto pa pol, sem rekla, lej, rada bi pomagala še komu drugemu. In ja, lej, če si želiš ta priročnik, ko te vodim 90 dni čez te vaje in ko te povabim, pač nakupu dobiš dostop do
do moje zaprte skrite skupine, kjer je VIP in te v bistvu vodim in ti pomagam, da ja rešuješ dejansko ta priročnik. Ja, eni so me vprašali, zakaj je ta priročnik 50 €? Zato, ja, ker pač ja, stala me je tudi ta cela predelava in proces leto pa pol in vsa izobraževanje, predavanja, ja, ful sem vložila tu notri, sama svoje življenje spremenila. In po eni strani sem rekla, ok, jaz nočem narediti en priročnik za 20 € in da bo človek to vrgel pač tam na mizo in ga ne bo nikoli gledal. Ne, ker to je enostavno zavržena investicija v nulo. Hotela sem, da je provokativno, se pravi 50 €, čeprav dobiš ful več not, ampak ok, 50 €, da res svoj ti reče, kva, z eno knjigo bom dal 50 € in ja, zato, da ko boš šel mimo une mize, jutro, ko si daš mogoče na, jaz imam sicer doma v pisarni, ampak ok, lahko imaš tudi ob posteli, če nimaš otrok, se pravi, da ti ne skače takoj jutro po glavi, imaš mogoče čas, ja, si lahko zapišeš in imaš lahko že v posteli. Ok, zato, da jo vidiš vsak dan, zato, da si rečeš, če sem pa plačal te 50 € pismo bom pa izpolnjeval in si zbrcaš v rit in greš dejansko to delati. To je moj namen, da dejansko počneš to, ker vsak dan moraš delati na sebi, vsak dan moraš čistiti nepodpirajoče prepričanja, vsak dan moraš si govoriti, zakaj si dober, v čem si dober in v čem nisi dober, vsak dan si moraš vizualizirati, vsak dan, ja, to je delo na sebi. Sem, če češ nekaj spremeniti v svojem življenju in če češ biti ti kapitan svojega življenja in voditi svoje življenje in biti odgovoren, ja, moraš res odgovorno vzeti nase in biti prvo, ja, jaz ustvarjam svoje življenje in jaz si ga lahko spremenim. In to je to. In to je vsak dan delo. Ampak to ni težko delo. Na začetku pač ne veš, kaj bi pisal, ampak ja, zaradi tega te pa vodim jaz tam v zaprti skupini, te vodim in ti pomagam in to je to. Kje najdeš ga? Najdeš ga na mojcakokelimširović.com priročnik ali pa na moji spletni, to je landing page, no, ali pa na spletni strani success-brands.com, tam imaš tudi o priročniku, imamo opis, tako da si lahko prebereš in naročiš. Okay. Tako da ja, če še enkrat ponovim, dajte se jutro zbuditi, pejte takoj se zahvaliti za svoje življenje, imeli ste posteljo, imeli ste kje prespati, imate ob sebi družino, lahko ste hvaležni, da dihate, da hodite, da imate roke, noge, mnogo ljudi tega nima, pa vseeno ustvarjajo svoje življenje, tako da bojte hvaležni za to, kar že imate. Ker če boste bili hvaležni, kar imate, boste dobili še več tega. In potem dajte si pisati, kaj bi radi dosegli, postavljajte si cilje, vizualizirate vsak dan. Evo, en tak trik, recimo, gremo na sestanek, se peljem v avto, oziroma Damir pelje avto. Pač midva sva si, preden sva šla v avto, so se vsele rekla, ok, takšna bo bila pot, imeli bomo prekrišče takoj, ko pridemo tam, za naš avto bil ne bilo nobene gužve, spravi, bilo frej, lepa cesta, dejansko je lepa cesta, je frej. In predstavljamo si, kaj si želimo od tega sestanka, kaj si želimo, da je namen tega, kakšen bo bil zaključek in da bo vse potekalo dobro. In dejansko res se po to začelo dogajati. In ja, to pomaga. Dajte si postaviti cilje za vse stvari. Ali se peleš v službo, kak bi rad, da je, ali imaš sestanek, ali imaš kak projekt, ali imaš kaj za narediti. Napiši si, predstavljaj si, da bo to končano in bodi še zraven hvaležen. In to je manifestacija, evo, to je to. Mislim, da sem vse povedala, ja. Za jutranje rutino. Telefon pa potem pride na vrsto, ok? Ko vse to napišeš, pa telefon, pa so distrakcije in vse to, da te zamotijo, ne pa prej. Enkrat, ko se ti ojačaš, ko ti vjutro dobiš to energijo, ta momentum, se ti napolniš, tukaj se, kot da bi se preklopil na elektriko, se napolniš energije in pol, ja, pridejo ti izzivi naproti, dejstvo, pač ja, skozi so izzivi, niso problemi, izzivi so, ampak jih rešuješ, ker znaš, da si ti, ker si ti kapitan svojega življenja, niso drugi krivi, ti nisi žrtev, ampak ti pač iz nekaj časa, ko delaš na temu, enostavno ni ljudi več, enostavno te ljudi več ne grejo v stran, ki te zafrkavajo, ki te hecajo, ne vem, si rečeš, pa imam takšnega šefa, pa imam takšnega sodelavca, ja, lahko se zamenja, enostavno energija se spremeni in ti si drugačen in oni postajajo drugačni, ker če ćemo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi. To je bil en menik, ful dobro rekel, na smrtni posteli, rekel, hotel sem spremeniti cel svet, pa mi ni ratalo, ja, in je rekel, na začetku bi mogel na sebi, ker bi spremenil sebe, bi spremenil svojo družino, bi spremenil svojo okolico in bi na koncu lahko spremenil svoje pač mesto, državo in pač cel svet. Teda začeti je treba pri sebi. Ok, in to je to.
Uživajte, lep dan vam želim, ustvarite ga čudovito in od mojega srca do tvojega. Čau! Čau!